izpostavljeni. Načrt dela na področju sociale in zagotavljanje socialne pravičnosti ter enakih pogojev vsem državljanom temelji predvsem na 3 ključnih točkah. Prvo je zagotavljanje evidenc in vseh dohodkov, vsega premoženja, torej zagotavljanje takih osnov, da bomo lahko določali socialne transferje tistim, ki so do njih dejansko upravičeni in seveda ob tem, da bodo tudi še delovno aktivni. Brezposelni bodo imeli pravico do socialnih transferjev, če bodo ob tem opravljali aktivno koristno delo, torej družbeno koristno delo vseh vrst. To je temeljni pogoj za dobiti še socialni transfer. Drugi tak ključni element je dohodnina. Spremenili bomo dohodninsko lestvico in sicer dvignili splošno olajšavo, da bodo najbolj obremenjeni davčni zavezanci, torej dohodninski zavezanci, imeli več sredstev za življenje in bomo tudi dvignili najnižjo dohodninsko, torej to davčno stopnjo pri dohodnini. Povišali pa bomo razred, s katero bodo bolj obremenjeni tisti, ki imajo višje, zelo visoke prejemke. Torej, s tem bomo zagotovili socialno pravičnost. Naš cilj v drugem mandatu pa je zagotoviti družinsko dohodnino, kjer bomo seveda pod našo temeljno družbeno celico družino še nadalje spodbujali temu, da bodo tudi bremena dohodnina porazdeljena na celotno družino. Pri socialnih transferjih bomo posebno poudarek dali seveda socialno ogroženi, in to so invalidi in to so tisti, ki imajo zdravstveno stanje bolj šibko. Torej, brezposelni bodo delali in bodo prejemali socialne transferje, s tem, da bomo seveda bili senzibilni do tistih, ki tega ne morejo doseči. Spremembe dohodnine bomo pa ustvarili pogoje, da bodo razbremenjeni tisti, ki so danes najbolj obremenjeni, torej, ki se težko preživljajo, in bistveno bomo tudi spodbujali socialno podjetništvo, da bodo tako preko občin, preko državnih subvencij bil močan zagon, močan interes na ustvarjanju socialnega podjetništva. In če zaključim, torej, zagotoviti moramo zaupanje državljanov v pravičnost pri dodeljevanju socialnih transferjev, torej s kontrolami, s nadzorom bomo zagotovili, da bo res socialna podpora prišla v roke tistih, ki je res dejansko potrebujejo na osnovi dejanskih, premoženjskih in drugih dohodkov. Torej, preprečevali bomo zlorabo pravic.